Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. Tu vidim mnogo znanih obrazov, prijateljev že iz kar nekaj časa. Skupaj smo marsikaj predihali, še v starem režimu. Pa zdaj v novem, ne vem, kaj je bilo lažje, no, potem bomo sklicali enkrat še okroglo mizo. Lepo, da ste prišli na tale shod, kjer sem se namenil, da vam predstavim svoje najnovejše delo oziroma pesnitev, ki se imenuje Pasijon ubogih. Pasijon vemo, kaj je. Zakaj ubogih? No, tu sem si izbral moto iz pisma apostola Pavla Korinčanom. Čeprav ubogi, vendar mnoge bogatimo. Ja, nekdo me je vprašal, če ima to kaj zveze z mariborsko škofijo, ampak sem rekel, da mora bolje poslušati, kaj govori apostol Pavel. Tudi če bi v Mariboru bolje poslušali, kaj govori apostol Pavel, ne bi prišlo do tega, kar je prišlo. Kako to, da sem se lotil pasijona? Poglejte, v človeku živijo neki spomini, neki vzgibi, ki mu prihajajo prav iz otroštva. No, in jaz kot otrok in deček smo hodili k maši, bili smo tule, smo zrasli na Streliški ulici, 5 otrok Capudovi, smo hodili k maši tudi sem k Svetemu Jožefu, ko še ni bil filmski studio, predvsem pa v stolnico. No, in za veliko noč, za obrede smo vselej zahajali v stolnico in tam sem jaz se prebil do kamnite ograje pred oltarjem, ki je danes ni več, ampak se jo še mnogi spominjate, no, in tam sem stal in poslušal zbor, ki je pel Pasijon. Vsake nadsvetno nedeljo. To je bilo vedno Pasijon po Mateju in spominjam se zlasti, da je škof Lenič pel Kristusa svojim baritonom, še zdaj ga slišim, in kako izvrstno so bogoslovci, takrat jih je bilo precej več kot danes, kakšen zbor so imeli, kako je, skratka, teologe so. To je meni ostalo, tja sem hodil leto za letom, še kasneje, ko sem bil oženjen. No, zdaj ne hodim več. To je ta spomin, torej na Pasijon v ljubljanski stolnici. Drugi spomin je pa, zato sem poudaril svoj zakonski stan, ker sem dobil za darilo, za poroko, sem dobil Pasijon po Mateju. Morda mnogi ga poznate, to je bilo v taki lepi škatli, 6 plošč, Otto Klemperer, Fischer, Dieskau, Elizabeth Schwarzkopf, Walter Bering, to je imenitna, neprekosljiva izvedba. No, tisto mi je dal pa zanimivo, nekakšen župnik ali škof, pač pa bogotajec in moj prijatelj Niko Košir. Ta me je pospremil v zakonski stan z Pasijonom, verjetno ni vedel, kaj dela. On ga je odprl, pa rekel, da tega ne bo poslušal, da je samo dober, samo prvi zbor, uvertura, potem pa to ni zanj. No, zame je pa bilo, jaz sem tisti Pasijon veliko poslušal ob teh liturgičnih dneh. No, in tudi ta Pasijon Bachov je šel za mano. Mislim, da je neprekosljiv v svoji dramaturški in seveda spevni, glasbeni izpeljavi. No, to so spomini, čeprav še zdaj to poslušam. No, in kako je pa prišlo do te redakcije? Ko sem se vrnil iz Rima, zdaj sta že 2 leti in pol, in sem bil kot tisti hlapec, ki čaka na križišču in čaka, kdo ga bo najel. In se je oglasil moj prijatelj Zvone Pelko, s katerim sva svoj čas sodelovala, on je bil dizajner, jaz pa v svojih profesorskih letih, ko sem tičel v polkletnem enosobnem stanovanju z družino 5 otrok, sem delal, kar so mi ponudili, da bi prišel ven, in sem tam tudi bil writer, tekstopisec in še prevajal sem. No, od takrat se poznava, on je pa ravno zdajle, pred 2 leti, opremil s fotografijami škofjeloški Pasijon. No, in me je skušal nagovoriti, da bi jaz napisal eno tako
bolj prikladno verzijo, da bi jo on znova opremil in da bi to nekje publiciralo. Sem rekel, v redu. In sem vzel tisti škofjeloški pasijon v roko in sem videl, da s tistim nimam kaj početi, razen seveda tematike. To je izvrstno razdeljen in sem začel pisati verze v kiticah. Kitice so takele, 8 vrstične, spominjajo pa, in to sem kasneje zvedel, na to me je opozoril gospod Florjančič, ki ureja škofjeloške pasijonske doneske, je rekel, ja, v tem vašem tekstu je nekaj Vijonovskega, François Villon. Jaz sem to svoj čas nekaj prevedel. Balada obešencev je bil eden prvih tekstov, ki sem jih kot študent prevedel in zavoljen sem se skregal tudi z Menatom, ker je, zdi se bilo zelo lahko skregati, veste. Čim si mu malo pokritiziral kakšen vers, je že skočil v luft. On je tudi to prevajal in kasneje tudi objavil, on je bil seveda znamenit pesnik takrat in je objavil te balade François Villona. No in dejansko ta kitica spominja nanj, je osmerka, je tudi tak ritem. No, sem začel to pisati in ko sem pokazal prijatelju Zvona Tupelko, je rekel, da nima s tem kaj početi. Dobro, sem rekel, in sem včasih bi rekli, sem vrgel v predal. Zdaj tega ni treba, ker je računalnik. Je ostalo v računalniku. Moram reči, da sem poslal celo verzijo, to je 1500 verzov, sem poslal v Celje, prijatelju Planinšku, direktorju Mohoreve, ki se ni niti odzval, tako da ne vem, a je on vrgel v predal, ali je ostalo pri njem v računalniku. Skratka, za 2 leti skoraj je to potihnilo. Začel sem delati nekaj drugega, se lahko povem, začel sem prevajati Kierkegaardov tekst Dejanja ljubezni, ki bo išel zdajle maja pri založbi Družina. Zadeva me zelo pritegnila, nisem mislil, da bom še prevajal, ampak sem se ga lotil. To je pa počivalo. Počivalo je, dokler ni tega odkril gospod Florjančič, ker tam smo skupaj v enem društvu Zgovorna tišina, okoli Pleteri, in se ukvarjamo s takimi bolj pobožnimi zadevami. No, zdaj, ko imamo novo vlado, se bomo bolj izpostavljali v javnosti. Zadnje 3 leta smo bili pa bolj v ozadju. Skratka, gospod Florjančič je presodil, da bi to šlo lahko v škofjeloške doneske, da je nekaj novega. Potem me pa sreča ali milost, ali, ja vidite, znova je tukaj moj zakonski stan. Žena je odšla v Prago, jaz sem bil pa znova brez dela in sem zašel k gospodu župniku Adamu Draganu k Sveti Trojici v Uršulinsko cerkev. Z Draganom sva pa bila kolega pred 40 leti na romanistiki. Takrat na romanistiki je šlo kar nekaj fantov kot smo rekli, v Lemenatu. No, on je bil tak, potem je bil nepozabni Franček Milavec, ki ga je zjela Saturna in mislim, da še nekdo. Tudi jaz sem bil zelo blizu na tem, ne da grem v Lemenat, ampak še kam dlje, ki je v Pleterje doli. Pa je znova posegel mesta zakonski stan, ki se ga neprestano spominjam in je tudi tu v pasijonu mimogrede omenjen. Torej, zdaj veste vse, kako je prišlo do pasijona ubogih. Preskočil bom, prva poglavja 20 je Raj, smrt, pekel, cehi, to je značilnost škofjeloškega pasijona, Govor na gori, Jeruzalem, Zadnja večerja in tu bomo začeli.
In Jezus svoje jogre skliče, večerjat zadnjič jim veli. Na mizo položi prtiče in kruh in vino razdeli. 12 jih je, ki bodo priče skrivnosti, ki se tam godi, ko skozi dlan odrešenika se milost grešnika dotika. Ob njem Marija Magdalena z lasmi otira mu obraz. Tomaž in dvojček, fanta Lena, priskočita mu na ukaz, a Simon Peter, bled ko stena, sprašuje jezno, kaj pa jaz? Ponižno brat starejši Jaka na prazen stol pri mizi čaka. Prav blizu posadi Andreja, ki ve, da je napol njegov, in za cestninarja Mateja se hitro najde prazen stol. Za Juda, Filipa, Tadeja se ve, kdaj pridejo domov, počakajo, da pride Janez, zamudnik včeraj, kakor danes. In ko je polno njih število in vsi za mizo obsede, ko pričkanje jih je minilo in tekmovanje, kdo bo kje, pogleda Jezus družbo milo, da vsak se zdrzne nehote, če nisem zdaj, ne bom nikoli prištet v nebeškem protokolu. Ko zbral za mizo je družino in vsakomur odlomil kruh, ko vsak dobil je svoje vino, da jezik ne ostane suh, zaukaže Jezus jim tišino, obsenčil ga je Sveti Duh, kakor z žerjavico na glavi k besedi sveti se pripravi. Preljubi moji, priče zveste, ki jutri že ne bo vas več, ko razkropeva z daljne ceste in vas pobere bridki meč, koga zdaj pijete in jeste, povem vam, preden gremo preč, večerja ta vam jed bo grenka, ne slave tu ne bo, ne cvenka. Jaz sem ta jed, kdor me užije, pred smrtjo varn bo obstal. Jaz sem pijača, kdor jo pije, v bolezni sleherni bo zdrav. Jaz sem ta pot, ki ne zavije, kot slepim se dozdeva prav, a ta, ki hodil bo za mano, bo moral skozi lastno rano. Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje, ne umre. Po meni čisti se trpljenje in večnost se ljudem odpre. Jaz sem nebeško hrepenenje, k očetu vas popeljem vse, samo če hočete. Da, hočem, krik zaori, čist in odločen. Le tam od zadaj, prav iz kota, glasu ni Juda Iškariota. In samim sabo bitko bije in pot krval pri tem poti. Na dnu v zrcalu domišljije poslednjih si je svest reči, tako kot bodo se zgodile, ko udarijo nas časov sile. Ubogaj me, prijatelj mili, po čemu hodil bi na križ? Narava tebe v smrtne sili, drugod si slave pridobiš. Vse te, ki so te že vzljubili, s pogubo svojo pogubiš. Ko žebelj se v meso zarije in v smrtni muki mož zavpije. Po tvoji smrti Bog udari te, ki bi skoraj jih hotel. Iz hiše, kjer so tvoji stari, izvržejo te kakor zel. Rod, ki na zemlji gospodari, od tebe bo navek trpel. Kaj nam Bog porekel, Mesija, ki se kot črv na križu zvija? Vse hudo te na križu čaka,
Zaman boš klical tam Boga, obesijo te kot bedaka, ki se mu žlota krohota. Učeni že v hoti kraka, neuk si s tabo duška da, ne enkrat, 100-krat te ubije tak, ki ob tebi norce brije. A prava burka se začenja in pravi križ šele sledi, ko se za truplo stepe srenja in tvojih muk se polasti. Za ceno tvojega vstajenja bo znova spet potekla kri, svet te obrnil bo na glavo, na tebi bo razvil zastavo. In kri bo tekla še naprej, krvava vsa bo zgodovina. Vsakdo se bo učil na njej, kako da oče ubil je sina. Ne bo zareze več poslej od žrtvovanja do zločina. Nauk za ljudi bo naj požro njega, ki kaže jim v nebo. Za lažna ti boš kriv nebesa, za kraje, ki jih ni nikjer, za strup, ki otopi ušesa, za sliko, ki odnaša mir, za strast, ki brusi nam peresa, za zlo, ki sega prepir, vse, kar obrne hudobija, od tebe bo prišlo Mesija. Še čas je, da prekineš stavo, preprečiš veliki pokol, se mirno vrneš pod zastavo, prihraniš svetu silno bol. Kaj bi izzival nad naravo, saj človek je preveč ohol. Prijatelj, ne. Ne bodi jezni, tu naj spregovori ljubezni. No in potem pride vrt Getsemani. Torej, 3 poljubi Judov, Magdalene in Janezov. Na vrt Getsemani poda se on, ki kot jagnje bo zaklan, 3 mož izbere zase, da priča bo njegovih ran. Slovesni plašč ogrne nase, kot za velikonočni dan, in reče, da se vrne kmali njim, ki so trudni že zaspali. Tedaj približa se mu Juda in išče z Jezusom dotik, da vzel od njega bi brez truda skrivnost, da si odrešenik, da svetu kažeš tajna čuda, ozdravljaš bolne brez razlik. Kako, o mojster, se to dela, da duša mi bo vek vesela? Molčati zdaj mu Jezus noče, saj ve, da v igri bosta dva. Ta, ki v resnici dobro hoče, in ta, ki z dobrim se igra. Da pozveni še izpred toče, ki vsula se bo prek sveta, v Getsemaniju tej pristavi, kjer bo prijet, tako mu pravi. Ti gluhi, mutasti in slepi, vsi ti, ki stiska jih obup, ki bivajo v grehoti srepi in najdejo v življenju strup, ne vejo, da so v duši lepi, ko si prislužijo poljub. Ljubezen, glej, je tista sila, ki bo ljudi prenaredila. Nevoljen Juda se odplazi, nauk pretežak je tu dobil. Za njim pritiskajo obrazi, počuti se, kot da je kriv. Skrivnost neznosno on cijazi, težko da z njo ostal bo živ. Kogar poljubim, ta je pravi, kriči in se drugam odpravi. Za njim Marija Magdalena se družiti z Jezusom želi. Skrivnost poljuba bodi njena, saj mojstrica je teh reči. Dokler na njih leži koprena in z njo nasladnost se teši, a Jezus, sestra, bodi čista, tako boš prepoznala Krista. Okoli vrta se potika in si med trnjem išče rož, ta, ki ga Jezus grozno mika, in je mladenič, ni še mož. Zadrga v njem je prevelika, do Jezusa prišel ne boš, dokler da sam te ne objame in ti plašnic z oči ne sname. Gorje, a zdaj prišla je ura, ko bo zveličar šel pod ključ, ko bo zavpila vsa natura in bo z neba ugasnila luč, ko vojsko pošlje nam prokura in vrag izpeljal bo svoj puč, ko angeli bodo vnemeli in srh bo šel po zemlji celi.
Kje so tvoje divizije? Povpraša Jezusa Pilat. Brez vojske veš, da ni Mesije, nikar ne sili se v spopad. Zakaj ta narod k tebi vpije? Le koga si prijel za vrat? Gorje, če se igraš preroka, za nič bo kruh in tvoja moka. Tedaj pa Jezus se odloči, ošabnežu odgovor da. Naj zrno se od pleva loči, naj zve, kdo je vladar sveta. Kje dobri iščejo pomoči, ko duša v smrti trepeta, od tal povzdigne on bez poglede, krilate izreče mu besede. Rimljan, na nebu je armada, ki zdaj še skrit ima obraz. Vsa gorka si želi spopada, moj oče zbirajo, ne jaz. To zgodbo bi posegla rada, vse čaka le na moj ukaz. Tedaj boš ti, ki zdaj si prvi, odšel ujet na lastni vrvi. Tedaj ukaži, Pilat se mu v obraz smeji, nato pomigne svoji straži, naj sname jetniku vezi, da Jezusa ujel bi v laži, odstopiti stražnikom veli, da mož bo prost iz lastne volje pokazal, kaj je zanj najbolje. Ozira Jezus se v veljaka, naravnost gleda mu v oči, zatrepeta mu žila vsaka in k srcu mu požene kri, milijone angelov že čaka, da mu sovražnika zdrobi. Ne, tla upre poglede in znova spet ne da besede. Pilat pa se neskončno čudi, tak bacek bi Mesija bil, z ujetnikom se več ne trudi, naj bo nedolžen ali kriv, z duhovniki, ki nanj so hudi, ob njem bi rad se pomiril, ukaže rablju ga izročiti in z bičem trmo mu izbiti. Da burka prav bo odigrana in bo pohvaljen še sodnik, da rešena bo čast Rimljana, da Judom se posreči trik in ker velika noč je znana, da milost daje oblastnik, oprostil bo, kot je navada, moža, ki bi ga srenja rada. Razbojnika imel je v ječi, ki bil je kradel in moril, tja k Jezusu veli ga vleči, eden od dveh ostal bo živ. Baraba, vpije zbor grozeči, Barabi, bodi milostljiv. A Jezus, kam naj gre Mesija? Na križ mu zbor pribija. In zdaj po hrbtu bič zapoje, ki je z žeblicami prešit, kamor zobe zarine svoje, na koži madež je očit. Kako boš zdržal srce moje? Kdo rane šel ti bo umit? Kdo naj okrutno dlan ustavi, ki vtiska vate žig krvavi? Ti, ki so tvoji, so zbežali, pod kožo jim je zlezel strah, na moč bojijo se drhali, ne šli bi radi pod zapah. Nihče Mesija več ne hvali, na srca lego je preplah, kdor more, se poskuša skriti in ga pred svetom zatajiti. A bič prepeva brez zastoja in rano z ranami množi. Kako zdržiš ti, duša moja, dokler bo tekla Božja kri? Kako da umrl si sredi boja, da k tebi zdaj nikogar ni, ki bi ustrahoval biriča, zaustavil roko, ki te biča? Kje so zdaj ti 12, ki svojo dal si jim oblast? Ljubezni, upanju in veri naj pričali bi v tvojo čast. Kje so preplašeni pastiri, ki si poslal jih ovce past? Gorje, da se le volk prikaže, pobegnejo od svoje straže. A bič še kar naprej udriha, negibno čaka ga telo, umolknila so usta tiha in jezik lepi se v nebo. Življenjska sila mu usiha, gori trpinčano meso, tedaj pa rabe se ustavi, vrč vode zlije mu po glavi. Ni kelih poln, še mora piti on, ki je bičani Mesija, križ, ki ga treba bo nositi, se zadaj na dvorišču zbija, pod njim omagajo spočiti, kaj šele takšna podrtija iz pol Boga in pol človeka, ki ugrizne se, da ne zaveka. Vaš kralj, Pilat si roke umije, ko rablju Jezusa izroči, on čelo strnem mu ovije, pod krono to naj krvavi, v zavito dlan mu trs zabije, s tem žezlom vladal bo ljudi. Ne kralja, hočemo cesarja,
mu starešinstvo odgovarja in vrnejo ga spet med straže, naj Rim v tej krvi se umaže. Pod križem se Mesija sključi, na Golgoto ga nese sam. Prezir sveta mu dušo muči in kakor svinec je nogam. Je še kaj olja v tvoji luči, zdihuje, kot da ga je sram, nato pa kot podrt od klade na trda tla izmučen pade. Kdo križ pomagal bo nositi? Vi prostovoljci, brž na dan. Vsi Simoni in Simoniti, ki v dobrem upali ste vanj. Vsi vi junaki, bolj spočiti, kot revež ta pokrit od ran. Naj v stiski zdaj se vsak izkaže, če res je mož, če vide slave. Med prvimi se tam ponudi duhovnik zvesti brat Anton, ki dosihmal narodni grudi je vlekel le za farni zvon. Ob tej škofiji se ne čudi, udaril bo še trši bron, naj ve, da z njim utegne pasti, kdor le denar imel je v časti. Od njega zopet križ prevzame prijatelj zvesti brat Andrej. Pogumno vzel ga bo na rame in ravno hodil kot poprej, daj Bog, da bi ne bil islame, ki sama zgnije prej ko slej, gorje, kdor se v tovoru zmoti, dolg nos na koncu bo siroti. In zdaj Marije Magdalene ponuja se tam vitki stas, nosila bo prek moči njene, dokler ne pade na obraz, če tudi lajajo hijene, da ženska je samo iz las, naj vidijo, kaj zmore žena iz dobrega testa znesena. In Jezus znova križ poprime, ta težki, silno težki križ, ne bo še konec dolge zime, če hrbet še tako kriviš, še muk te čaka polno vime, ko stopaš, kamor ne želiš, življenje ti je hoja k smrti, tja greš, pa še tako se prti. Kje si usmiljeni Elija, da te ne gane lastni sin? Njegova naj bo polomija in kelih z vrhom bolečin. Kdo bo verjel, da je Mesija, ko mu telo prebode klin? Zato se mora roditi, da svetu kaže lik razbiti. Na Golgati je konec ježe. Z ujetnika tam pade hlod, na križ tedaj se krotko vleže in hlapcu dlan moli Gospod, da žebelj ostri se zareže in v mesu išče pravi kot, noge, roke na les pribije, a mož molči in ne zavije. Nas doli gleda, naš mili Jezusu križ pribit, iz ust ne pride mu beseda, zdaj kelih grenki bo izpit. Ko za oblak gre luna bleda in v noči bo ugasnil svit, ko stvarstvo je na robu niča in Bog molči kot zadnja priča. V obraz gredo krvave srage, kdo neki mu jih bo umil, žebelj krivi mu ude nage, ne bo jih več poravnal živ. Oči nekoč neskončno blage, so zdaj obroč globok in siv, telo človekov dom poslednji, odhaja mu v podobi bedni. Ob njem razbojnika visita, na križ ju spravil je zločin, z obeh strani se mu režita, no, pa smo skupaj, Božji sin. Za vse je vrv enako zvita in kletko najde vsak kalin, a en se pred smrtjo zresni, Bog s tabo, mu poreče desni. Še marsikdo si ga sposodi, ko vidi ta obraz potrt, zamaje z glavo, prav ti bodi, ti, ki za nos si vlekel smrt, in hrome mu velel naj hodi, in tempelj zidal si podrt, daj, stopi s križa in se reši, če nisi dlak iskal pleši.
Ne sliši več te šale grobe, od silne žeje izsušen. Na sulici bo pil iz gobe, ki navlažijo kis rumen, v očeh se mešajo podobe, že prihaja omračen, odpira se neskončna lesa, že blizu je odstop telesa. In kadar polnoč se približa in petku je zapadel dan, zavpije Jezus dol iz križa: Moj oče, si pogledal stran, nato pa glava se mu zniža in trup omahne razdejan. Dopolnjeno je, še izreče, nato življenje mu poteče. Vesoljna zemlja tu zarjove, v notranjosti jo strese krč, tema oblizne vse svetove, ko se razbil je Božji vrč. Začenja čas se dobe nove, svet je zletel iz starih drč. Če Jezus moral je umreti, kje Kristusova luč še sveti. Vojak zdaj sulico pobere in mrtvemu prebode stran, da kri in voda ven udere in zlije se prek starih ran. Srh spreleti pre nekatere, res, Božji sin je bil zaklan. Gorje nam, koga smo ubili, zdaj grešnikov se Bog usmili. Torej, sledijo še poglavja Božji grob, nebohod, padec Jeruzalema, potem sta pa dve poglavji, večni evangelij in pa sveta Evharistija, ki pa odpirata nekako pogled v prihodnost. Če boste zdržali, bom še to prebral. Božji grob. Ko Jezusa so s križa sneli, kjer pretrpel je bridko smrt, telo zavito v rjuhi beli odnesejo tja v bližnji vrt, kjer stal, kot priča evangelij, je grob nerabljen in odprt, tja notri truplo položijo, pred vhod mu skalo zavalijo. Ko pa minila je sobota in bil je tu že tretji dan, odkar je svet postal sirota in Božji sin bil žrtvovan, ko dokončal je zemska pota, ta človek iz svetlobe stkan, glej, Magdalena se odloči in kot gazela v grobu skoči. Tam skala je že odvaljena, notranjosti nikogar ni, na tleh je rjuha še zložena, na njej ostal je sled krvi. Mladeniča tam vidi žena, ki kregajo in govori: med mrtvimi kaj išče žive, grob ni za duše neumrljive. Kristus je vstal, kot je govoril, in Jezus v njem je pokopan. On, ki je bridki konec storil, se v večni vrnil je pristan, z njim hodi vsak, ki si izboril bo zdravje iz njegovih ran, zgubljeni sin je šel k očetu, nebesa svet spet odprl je svetu. Ta vest raznese se okoli. Učencem dvigne se srce, ta, ki je Bogu bil po volji, naenkrat veruje in ve. Poklekne doli in pomoli in Bože spet slavi ime. Kristus živi, on je Mesija, odmeva sladka melodija. In brž po tistem se prikaže prvaku Petru in ženam in dvema iz pogrebne straže, ki že odhajata drugam. Na to pa še, če glas ne laže, k premnogim je pristopil sam, da utrdi jim šibko vero in up jim pomnožil stotero. In brž: o Jezus, upanje si moje, ko me objame silni grob. O Jezus, daj naročje svoje in z milostjo ne bodi skop. Beseda naj zapoje in naj predre temačni strop, da s tabo dvignem se v nebesa, s telesom ali brez telesa. Tako potlej so mnogi peli, ki Kristus jim je vero dal, in so gregoč po zemlji celi oznanjali, kakor je prav, od njega so pogum privzeli, ki dviga nam oči od tal, da vira nam pogled razširi v vesolje po njegovem.